Spoštovani, v dvorano prihajajo gostitelji dogodkov počastitev Mednarodnega dneva invalidov. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. Spoštovani gospod Borut Sever, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Spoštovani gospod Dane Kastelic, predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije. Spoštovani gospe in gospodje, ki nas spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni iz velike kristalne dvorane predsedniške palače, kjer bodo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič in predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša skupaj in na razmeram primeren način obeležili Mednarodni dan invalidov. K nagovoru ob tej priložnosti vabim Boruta Severja, predsednika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Spoštovani predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije gospod Igor Zorčič, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije gospod Janez Janša, spoštovani predsednik Sveta za invalide Republike Slovenije gospod Dane Kastelic. Spoštovani vsi, ki spremljate današnjo obeležitev Mednarodnega dneva invalidov, lepo pozdravljeni. Slovenski invalidi želimo ob 3. decembru, Mednarodnem dnevu invalidov, spodbuditi širšo družbo k boljšemu razumevanju tem povezanih z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z vključevanjem invalidov v družbo. Pri tem želimo poudariti pomen osveščanja o pozitivnem dojemanju invalidnosti, predvsem pa polno vključenost invalidov kot enakopravnih in enakovrednih članov, ki dajo pomemben prispevek k razvoju družbe. Mednarodni dan invalidov je ob tem tudi priložnost za pregled stanja na področju uresničevanja človekovih pravic invalidov in tudi njihovega življenja, kakor tudi seveda zavez iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji. V Sloveniji imamo morda celo najbolj progresivno rešitev na tem področju, na področju človekovih pravic in uresničevanja konvencije, namreč Zakon o osebni asistenci. S stališča zagotavljanja enakih možnosti in varovanja osnovnega človekovega dostojanstva je ta zakon rezultat zgodovinskih prizadevanj celostnega invalidskega gibanja in rešitev, ki je vzor vsem našim evropskim partnerjem in primer zagovorništva civilne družbe ter zglednega sodelovanja predstavnikov invalidov in države. Osebna asistenca je prehodila dolgo pot, od ideje prek pilotnih projektov in domenega obsega do zakonske pravice, ki resnično omogoča neodvisno življenje. Neodvisnost v tem kontekstu ne pomeni le visoke funkcionalnosti, temveč se nanaša predvsem na samostojno, neodvisno sprejemanje osebnih odločitev. Po drugi strani pa obstajajo nekatere ključne zaveze iz konvencije še vedno neuresničene, oziroma niso omogočene na enakopraven in enakovreden način, vezane predvsem na dostopnost fizičnega okolja, prevoza in informacij ter komunikacij, enakost in nediskriminacijo, sodelovanje v političnem in javnem življenju, na obveznost temeljitega posvetovanja z invalidi in druge. Posebej je pereč problem revščine med invalidi. Tveganju so izpostavljeni v veliko večji meri, stopnja nezaposlenosti je povprečno znatno višja, več kot 3000 invalidov, ki prejemajo invalidsko pokojnino, pa prejema celo manj kot 300 evrov mesečno, kjer je potrebno nemudoma pristopiti k iskanju rešitev in pripravi potrebnih zakonskih sprememb tudi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kroničen ostaja problem informacijske in komunikacijske nedostopnosti. Kot družba smo v zadnjih 2 desetletjih naredili velik korak naprej na področju dostopnosti grajenega okolja in nujno je z enako energijo nasloviti nedostopnost javnega prevoza in predvsem nedostopnost informacij. Polno je potrebno
uveljaviti določbe zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki določajo dostopnost javnega prevoza. Ta določa, da morajo biti do leta 2020 avtobusni prevozi dostopni vsem, kar ni uresničeno. Do 2025 pa tudi železniški javni prevoz. Podobno velja tudi za zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja, ki zavezuje ponudnike spletnih storitev k spletni dostopnosti, a se ne uresničuje v celoti. Govorimo o dostopnosti interneta, televizije in informacije nasploh. O dostopnosti vsebin ne glede na invalidnost oziroma funkcionalno oviranost. Na tem področju je razvoj tehnologije ponudil izreden potencial, kar je potrebno polno izrabiti. Prepočasi pa se vzpostavlja tudi praksa pretvarjanja besedil v lahko berljiv format. Pri tem je potrebno omeniti, da je enako kot prilagoditev grajenega okolja, tudi ta še zdaleč niso samo za invalide, temveč so namenjena tudi starejšim, ki se soočajo s podobnimi težavami in drugim. Ovire pri dostopanju do informacij in komunikacij je še dodatno poudarila pandemija. V času COVID-19 se je povečala diskriminacija invalidov na mnogih področjih. Invalidi pa se v tem času soočajo še z večjimi težavami kot ostali. Razkrila je velike pomanjkljivosti v podpornih sistemih, kako tudi v sistemu zdravstvenega, socialnega varstva in druge, kjer je potrebno pospešiti postopke deinstitucionalizacije in vzpostavitve mreže podpornih storitev, tudi storitev dolgotrajne oskrbe. Posledice epidemije za duševno zdravje so zelo zaskrbljujoče. Zato mora biti ena od prioritet tudi razmislek o politikah, ki bodo naslavljale te stiske. Bojimo pa se tudi posledic, ki se že odražajo v smislu večjih socialnih stisk in jih je potrebno nagovoriti. Ob tem je pohvalno, da so vlada in pristojna ministrstva v sodelovanju z invalidskimi organizacijami v ukrepe za preprečevanje in odpravo posledic pandemije vključile invalide, invalidska podjetja in organizacije same, pri čemer je nujno, da se to nadaljuje tudi pri pripravi naslednjih ukrepov za omilitev posledic epidemije, konkretno tudi pri pripravi tako imenovanega 7. PKP, kamor je potrebno nujno vključiti seveda tudi pomoč najbolj ogroženim invalidom. Posebej pa je potrebno zagotoviti, da bodo invalidi in njihova podporna mreža vključeni in prednostno upoštevani tudi pri pripravi nacionalne strategije cepljenja proti koronavirusu. Zaostanki, pomanjkljivosti in težave pri izvajanju oziroma neizvajanju konvencije o pravicah invalidov in invalidskega varstva v Sloveniji so torej predvsem odraz premalo aktivne vloge države, kar je v svojem poročilu ugotovil tudi Odbor za pravice invalidov Združenih narodov. Država se je nezadostno odzvala na poročilo Odbora za pravice invalidov Združenih narodov o izvajanju konvencije v naši državi, ob dejstvu, da mora v letu 2021 Združenim narodom podati uvodno poročilo, kjer se izkazuje izvedba in realizacija zahtev opredeljenih v zadnjih ugotovitvah odbora. Opozarjamo na nujno takojšnje ukrepanje. Pri tem je potrebno zagotoviti polno vključenost invalidskih organizacij ter zagotoviti financiranje, ki je za to potrebno. Pri tem z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da ob prihajajočem predsedovanju Evropske unije še niso zagotovljene sredstva za sodelovanje invalidov in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije v evropskih inštitucijah, kar je praksa drugih držav, kakor tudi ne sodelovanje v Evropskem invalidskem forumu, ki združuje evropske invalidske organizacije. In ne nazadnje, na vseh področjih je potrebno polno uveljavljanje načela nič o invalidih brez invalidov in invalide vključiti v vse postopke odločanja, ki se nas tičejo, ter v največji meri upoštevati naša stališča in predloge, predvsem seveda pri pripravi predpisov. Toda na koncu dneva so zakoni samo minimum družbenih norm. Enakovredno in enakopravno življenje vseh, da samostojno odločamo o sebi, morajo postati stvar osnovne spodobnosti. Nekaj, kar se zagotovi ne zato, ker to od nas terja zakon, temveč zato, ker je tako prav. Spoštovani, v imenu Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije ter v imenu invalidskih organizacij in invalidov, ki jih zastopamo, se vam iskreno zahvaljujemo za vašo podporo. Vsem skupaj želim nadaljnje uspešno delo, predvsem pa vse dobro in zdravo, v
v prepričanju, da se drugo leto srečamo brez omejitev, ki jih prinaša omejitev. Hvala lepa. Hvala, gospod Sever. K nagovoru ob Mednarodnem dnevu invalidov vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, spoštovani predsednik Sveta za invalide, spoštovani predstavniki invalidskih in drugih organizacij, ki skrbite za pravice invalidov in nas tokrat zaradi okoliščin spremljate v neposrednem prenosu, spoštovani gospod predsednik Državnega zbora in spoštovani gospod predsednik Vlade. 3. decembra obeležujemo Mednarodni dan invalidov. Mednarodni dnevi nam dajejo priložnost, tudi dolžnost, da opozorimo na globalne probleme, izzive prihodnosti, pozdravimo napredke in zastavimo načrte za prihodnost glede te največje manjšine na svetu. Letos je drugačno obeležitev kot običajno, ne poteka v navzočnosti, številčni navzočnosti predstavnikov organizacij, društev in združenj, ki še posebej v tem času tankočutno spremljajo položaj in pravice invalidov. Letošnje leto je v znamenju soočanja s posledicami nove koronavirusne bolezni, ki se je zelo globoko zarezala v našo družbo, zato je posebna pozornost pri spremljanju ukrepov, na kar ste opozorili, gospod predsednik, za blažitev posledic potrebno še naprej namenjati vsem zlasti ranljivim skupinam. Mislim, da trije najvišji predstavniki države na tej sicer skromni obeležitvi današnjega dne izkazujemo našo veliko politično pripravljenost, da prisluhnemo vašim predlogom in pričakovanjem. Naj spomnim, da je Slovenija med 153 podpisniki leta 2006 ratificirane konvencije OZN o pravicah invalidov. Državni zbor je potem 2 leti kasneje, leta 2008, sprejel zakon o tej ratifikaciji in ratifikaciji protokolah konvencije o pravicah invalidov. 6 let kasneje je Vlada Republike Slovenije sprejela uvodno poročilo o uresničevanju in implementaciji te konvencije in glede tega ste rekli nekaj kritičnih besed vi, spoštovani gospod predsednik. Kakorkoli, konvencija je zgodovinsko pomemben dokument, je prvi pravno zavezujoč dokument OZN z področja invalidskega varstva, ki skuša zagotoviti uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljate invalidi na različnih področjih življenja. Naj ocenim, da slovenska država zagotavlja spoštovanje in izvajanje deklaracije Združenih narodov, standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in konvencije o pravicah invalidov ter uveljavljanje Madridske deklaracije, v kateri je nakazana vizija pozitivnih ukrepov za socialno vključenost in nediskriminacijo evropskih invalidov. Seveda, za vsemi pomanjkljivostmi pri uveljavljanju teh pričakovanj, ki ste jih omenili v vašem govoru, gospod predsednik. Rad bi pozdravil prizadevanja varuha, ki je v aktualnem poročilu predlagal 27 priporočil, ki zadevajo vaš položaj. Kot veste, sem lani junija podprl pobudo o umestitvi slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Rad bi se zahvalil tako vladi kot predsedniku Državnega zbora, da se tudi na ustavni ravni zavaruje pravice manjšin in se jim omogoči polno uveljavitev človekovih pravic in svoboščin. 14. novembra smo v Sloveniji, 2014 smo v Sloveniji prvič obeleževali dan slovenskega znakovnega jezika v Sloveniji, ki ga je vlada razglasila v začetku tistega leta. Sprejeli smo zakon o izenačevanju možnosti invalidov in zakon o osebni asistenci. Prav ta zakon o osebni asistenci je bil dolgo pričakovan, je koristen napredek, kot ste rekli, predsednik, ni popoln.
zlasti uveljavitev. Seveda, razumemo, da zgolj sprejem še nikakor ne pomeni, da se vse, kar je zapisano, uveljavlja tudi v praksi. Vaše pripombe so upoštevanja vredne in kažejo na prakso našega vsakdana. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov preprečuje in odpravlja diskriminacijo, saj z njimi postajajo invalidi ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti enakopravni člani naše družbe. Velik pomen pa pripisuje zakon tudi vsem invalidskim organizacijam, ki v realnem življenju skrbite za zaščito pravic invalidov. Že omenjeni zakon o osebni asistenci, na katerega smo, se mi zdi, kot država lahko zelo ponosni, je prinesel velik in težko pričakovan dosežek na področju povsem konkretne pomoči uporabnikom pri vseh njihovih opravilih doma in izven doma, saj gre za individualno in za invalida dostojanstveno skrb, prilagojeno njegovim potrebam in željam. Imeti osebnega asistenta je bila namreč dolgoletna želja številnih invalidov. Vsako leto doslej smo, spoštovani gostje, ugotavljali napredek, vendar moramo biti hkrati pozorni recimo na primer tudi na dejstvo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v obravnavo sprejelo tožbo 2 slovenskih invalidov proti državi zaradi recimo nedostopnosti volišč. Na primer. V časih, ko se vsi soočamo s stiskami, moramo še posebno pozornost nameniti najšibkejšim med nami. Mislim, da si vlada in državni zbor zato zares v teh časih zlasti zelo prizadevata. Invalidi so pogosto osamljeni, še večjimi problemi, kot so jih imeli doslej, nizke invalidnine in posledična revščina, težka zaposljivost ob vse večjem odpuščanju zaradi aktualnih razmer, številne zdravstvene težave in sem in tja nerazumevanje njihovih posamičnih težav vodijo tudi k povečevanju, recimo temu, duševnih stisk. Vse to se mi zdi, kolikor smem oceniti, kolikor zmorem oceniti, imajo pristojni, ki se ukvarjajo s temi stiskami pred očmi in se trudijo v teh razmerah po svojih najboljših močeh. Nasilje, družinsko nasilje, verbalno in psihično v naši družbi tudi v teh razmerah narašča. Na preizkušnji je dostojanstvo slehernega izmed nas, koga zlasti ranljive skupine izgubijo, se izgubi mnogo več, kot pomeni ta beseda. Zato si moramo prizadevati, da smo med seboj strpni, razumevajoči, da se bodrimo in da si pomagamo. Tudi invalidi sami pozivate k spoštovanju nediskriminacije. Prav diskriminacija namreč vsakogar boli, še zlasti tiste, ki se že tako pogosto počutijo odrinjeni na rob družbe. Naredimo več, kot je zgolj nujno potrebno, pazimo na besede, ki jih izrečemo, ker lahko ranijo, in na dejanja, ki ne ostanejo neopažena. Zlasti nespoštovanje pravic slehernika. Spoštovanje dostojanstva je namreč naša velika dolžnost. Končno, ob Mednarodnem dnevu invalidov želim veliko priznanje v imenu države, v imenu vseh nas treh, predsednika Državnega zbora in vlade, izraziti vsem, ki pomagate invalidnim osebam. In danes niste tukaj, niti vaši predstavniki ne. Pohvala gre predvsem številnim društvom in združenjem invalidov, ki vsako leto na specifičnem področju skrbi za članice in člane, jim vliva moč in upanje, kar je v težkih časih še zlasti potrebno. Če kdaj, je letos priložnost za iskreno zahvalo, pa tudi vzpodbudo ljudem, ki jim je prostovoljstvo blizu. Vsak še tako majhen korak bo namreč nekoga osrečil. In veriga dobrih ljudi in njihovih nesebičnih dejanj bo vse daljša. Prostovoljstvo je trden del slovenske duše in našega značaja, to smo že večkrat dokazali, stopili skupaj in premagali najtežje izzive. In ker smo ravno na začetku tako posebnega decembra, kot se ga na začetku tega leta nismo predstavljali, je priložnost tudi za čestitke
posebne, sicer brez stiskov rok in objemov, a vendar zelo iskrene. Kot smo si rekli tukaj v Zlatem salonu, ko smo se pripravili na ta sprejem, luč je na koncu tunela, še pred koncem tega leta, vendarle vemo in poznamo rešitev za krizo, v kateri smo se znašli. To nam daje neko upanje, neko vedrino, kar pa ne sme pri nas vzbuditi neke lažne utvare, da lahko opustimo ukrepe, ki so potrebni, da dočakamo ta čas s čim manj okuženimi in s čim manj preminulimi. To je naša skupna odgovornost, naša skupna dolžnost. Želel bi se ob tej priložnosti zahvaliti tudi invalidom, da tako vzorno spoštujete ukrepe, ki varujejo nas vse. Želim si, da bi vse hudo čim prej minilo, da se vrnemo k običajnim težavam in da se po naših najboljših močeh soočamo z njimi in jih rešujemo. Navzočnost danes vseh treh predstavnikov na tej prireditvi sporoča vsem, tudi tistim, ki jih tukaj ni, da si bo država po svojih najboljših močeh prizadevala, da bodo pripombe, kritike, pričakovanja, ki ste jih izrekli, gospod predsednik, nepreslišane, kolikor je to mogoče, tudi v, upamo, nekoliko bolj običajnih časih spet. Imejte, prosim, kolikor je mogoče, vesele praznike in zares srečno novo leto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Obeležitev Mednarodnega dneva invalidov je tako pri koncu. Hvala vsem, ki ste nas spremljali preko neposrednega prenosa na spletni strani www.predsednik.si. Na konec slovesnosti nas bodo popeljali člani trobilnega kvarteta Policijskega orkestra, uradnega protokolarnega orkestra Republike Slovenije. Želimo vam prijeten preostanek dneva.